Pozdravčki, moji ljubi sledilci! Zdaj sem imela prosto uro, pa sem se odločila, da vam dam nekaj navodil. Prav? Če vam bo video všeč, se naročite spodaj. Ne pozabite pa všečkati in komentirati. Za 4. letnik vam priporočam, da si nadenete takele uhane v obliki igralne kocke. To vam bo pomagalo pri računanju verjetnosti in sigurno boste imeli vse naloge prav. V osnovi tale klobuk je v bistvu osnovni, kako bi rekla, del garderobe, ki ga obvezno morate imeti. Namreč njegova barva se ujema s prevladujočo barvo na vaših testih. Tako da v osnovi ga morate imeti. To priporočam toplo. No, zdaj pa še nekaj za učitelje. Primer v bistvu, kako se je treba obuti, ko prideš v razred. Jaz nosim takole. Tele čevlje za takrat, kadar je tretjina. No, tiste čevlje v bistvu, kadar so ocene dobre, a ne, kadar je velik petic, obujem pa tele čevlje. No, sam teh nimam prav pogosto, v bistvu jih nisem še nikoli imela. V osnovi imam še en predlog za vas. Rdeča majčka. Rdeča majčka se priporoča za dan, ko pišete test. V bistvu samo za tisto uro. Rdeča je borbenost, se pravi, vi se boste borili za tistih 50%, če jih boste dobili. In potem kratki rokavi obvezno, zaradi tega, ker boste švicali. In se bo treba potem po testu preobleči. V osnovi sem pripravila tudi za po testu, v osnovi tako sivo majčko, ki jo nadomestite z rdečo majčko. Izberete jo v živahni sivi barvi, imate pa na možnosti v osnovi, mislim, da 50 odtenkov najmanj. No, tele hlačke vam pa priporočam za poljan test, ampak glede na to, da so tako kratke, šele po 7 uri zvečer. Jaz sem jih kupila v Kiku, ampak mislim, da jih lahko dobite tudi v kakšni drugi, manj ekskluzivni trgovini. No, zdaj pa vam bom priporočila še uporabo rajkov. V osnovi je tako, vi ste gotovo že slišali, da takale masaža pomaga pri koncentraciji. No in zdaj v šoli, jasno, ne moreš v osnovi ti pisati in se še hkrati masirati, zato priporočam, da si nadenete takole rajk. Takole imate rajk in tukaj imate ves čas, vas tole malo tišči in vi lahko pišete, prepisujete, klepetate, vse počnete. No, takle recimo cvetlični vzorec priporočam v osnovi za spomladne mesece, pa jesenske, medtem ko za božični čas recimo vzamete takale večkrat bolj v bleščicah, v osnovi si ga date v tem času tudi takole na glavo. No, moji ljubčki, to je v osnovi vse, kar sem danes pripravila. Še všečkati, komentirati in se naročiti, se dajte, če se še niste. Se gledamo!